Živijo. Dobro jutro, dobrodošli ponovno v moji torkovi živi sceni. Moje ime je še vedno Gorazd Svete in danes bom razmišljal o treh stvareh, ki so nujno potrebne za uspeh v poslovnem življenju ali pa tudi kako drugače. Prva stvar je seveda mindset, druga je marketing in tretja, ne moreš verjeti, lahko trikrat ugibaš, je prodaja. Zdaj, kako te tri stvari skupaj skombinirati do tega, da dosežeš nek uspeh, treba je začeti. Treba je nekje začeti in seveda je najbolj koristno, da začneš pri temle orodju, ki te spremlja celo življenje in da nastavi svoj pravi mindset, kako prideš do rezultatov, ki si jih zamislil, če si jih zamislil. Glej, zadeva v tele knjigi Zaslužek na internetu za začetnike, ki sem jo jaz pisal, je eno zelo veliko poglavje o osebnostni rasti in motivaciji. Kateri so tisti elementi motivacijski, ki so potrebni, da ti stvari zapelješ in pripelješ do njihove realizacije svojih lastnih ciljev. Zdaj, če govorimo o poslu, dobro jutro in lep dan, Tanja, tudi tebi. Zdaj, če govorimo o poslu, mindset nekoga, ki hodi v službo, in mindset nekoga, ki je podjetnik, je popolnoma drugačen. In če govorimo o poslu, potem nekdo, ki ima mindset zaposlene osebe, ne bo uspel. Ga more spremeniti. Mindset zaposlene osebe, če razmišljamo o tem, da zaposleni pač delajo tisto, kar jim nekdo naroči, takrat, ko jim to naroči, in potem na koncu dobijo plačilo za svoje delo. Če si podjetnik, če si poslovnež, je to popolnoma drugače. Nihče ti nič ne reče kdaj, nihče ti nič ne reče kako. Plača je, če je, oziroma to ni potem plača, ampak se temu reče dobiček, zaslužek ali kakorkoli že, ki ga moraš ustvariti, nihče ti ga ne da, ne moreš štrajkati, če imaš slabe rezultate in tako naprej. Se pravi, glava je tista prva, ki jo je treba poštimati. Druga stvar, ki je zelo pomembna in katero sem omenil, je seveda marketing. Če smo v poslovnosti, če se gremo poslu, če imamo podjetje ali smo čisto sami, ki se ukvarjamo in hočemo nekje zaslužiti nek denar, potem s tem svojim podjetjem moramo ga predstaviti svetu, moramo povedati svetu, da obstajamo, moramo povedati svetu, kaj je tisto, kar prodajamo, kakšne so te lastnosti tega, kako lahko ta naš produkt reši težavo našim potencialnim strankam. Zdaj, kako marketing, zdaj tisti, malce obrnem, mnogi razmišljajo o spletu, o internetu, razmišljajo tako, da je to pač neko nujno zlo, ki ga morajo imeti in potem tudi, če dajo naročiti nekomu neko izdelavo spletne strani, reče, stari, da mi naredi ti nekaj, da bo čist pocen, glih toliko, da jaz nekaj imam. Narobe! Največja napaka, ki jo lahko narediš, ker imaš s tem samo strošek in potencialno tudi neko škodo. Internet je samo neko novo okolje, ki ga imamo že nekaj časa. In večina prodaj se seli na internet. In tisti, ki ne bo bil na internetu prisoten s svojo ponudbo, se mu težko piše. Ker vse več ljudi brska po internetu, išče in kupuje preko interneta, uporablja za to mobilne telefone. V enem od prejšnjih videov smo rekli, da se največ prodaj zgodi na sekretu, stari. In zdaj razmišljajo o tem, ali je smiselno narediti na internetu dober nastop. Marketinški prostori za marketing na internetu, spet, opisal sem jih v tej knjigi Zaslužek na internetu za začetnike.
v tej knjigi sem opisal tudi, katera so orodja za spletni marketing. In na koncu ti bom povedal še, kakšna je razlika med realnim tem, tako imenovanim realnim okoljem, trgovinah, trgovskih centrih in internetom. Da vidiš, v čem je razlika in ali imaš možnosti, da se spustiš v realen biznis ali raje ostaneš v najbolj na najbolj potencialnem tržišču, to pa je internet. Tretje orodje oziroma tretja zadeva, ki pa je še tudi nujno pomembna, pa je seveda prodaja. In kakor sem že prele malo omenil, na internetu je vse več prodaj. Internet je potencialno mesto, kjer se bodo v kratkem, zelo v kratkem, kamor se bo zelo v kratkem preselila večina prodaj. Katera so pa orodja za prodajo? Je opisano v knjigi Zaslužek na internetu za začetnike. Zakaj stalno poudarjam za začetnike? Zaradi tega, ker je veliko ljudi, veliko podjetnikov, ki čeprav tudi že imajo nastop na internetu, čeprav imajo svoje spletne strani, njihove spletne strani ne prinašajo nobenih rezultatov, ne prinašajo nobenega denarja. In če si podjetnik in če razmišljaš tako, da nimaš časa za internet, zato ker moraš delati, ja, potem nekaj ni v redu. Z uno prvo točko, z mindsetom. Treba je delati, valjda, treba je delati vse, ampak ne koristi ti nobeno prizadevanje, če imaš še tako dobre produkte, še tako dobre storitve ali še tako dobra izobraževanja, če imaš polna skladišča oziroma če ti storitev in izobraževanj ne prodaš. Zastonj vse ostalo prizadevanje. Zato, prodaja je tista tretja stvar, ki je nujno potrebna. In zdaj, če vse skupaj strnem v tisto, kar sem omenil na začetku in ko me marsikdo mi reče, glej, vse lepo in prav, ampak jaz nimam nič, kar bi lahko prodajal. Nimam izdelkov, nimam svojih storitev in tudi nimam nekih znanj, da bi to lahko naredil nekaj izobraževanja in ta izobraževanja prodajal. Obrn se mal, ko greš po svojem mestu, po svoji vasi, obrn se mal okrog sebe in poglej, če vidiš kakšno trgovino ali pa če vidiš kakšno ošterijo, glej, mogoče tudi ta birt nima svojega vina pa svojega pira pa ga prodaja, a ne? In tudi v tej trgovini, ki jo vidiš na drugi strani ulice, najbrž niso izdelki od tega trgovca, ampak prodaja stvari, ki jih proizvajajo nekateri drugi. In isto je, gospoda moja, tudi na internetu, ker tudi na internetu je zadeva popolnoma enaka in lahko dobiš produkte tudi od drugih. Razlika je le v tem, če se greš prodajo kakršnokoli v realnem sektorju, izven interneta, potem potrebuješ, tisti, ki delamo, ki imamo te zadeve, vemo to zelo dobro, potrebuješ svoje prostore, potrebuješ elektriko, telefon, potem imaš razne prispevke za zemljišča, kjer to stoji in tako naprej, da ne govorim, potem si moraš nabaviti zaloge, moraš opremiti lokal, moraš imeti police, moraš imeti, ni da ni, ne, moraš imeti v končni fazi nekoga, ki ti bo to spucal. In vse to, stari moj, stane. Vse to stane. In je treba veliko več prodati, veliko več zaslužiti, da vse to pokriješ. Internet je ena taka čudna žival, kjer to stane bistveno manj. Da si postaviš svoj nastop na internetu, je tako zanemarljivo majhen strošek oziroma tako zanemarljivo majhna investicija, ker govorimo danes o poslu, zato nimamo stroška, imamo investicijo, da je škoda ne razmišljati o tem, da si postaviš svoj spletni nastop, preko katerega potem lahko prodajaš. Kako razmišljati o tem svojem spletnem nastopu?
kako postaviti osnove za svoj spletni nastop, kje delati in kako delati marketing za tisto, kar boš prodajal, in kako lahko zadeve v zvezi z vsem tem in prodajo tudi avtomatiziraš, da ti ni treba hoditi recimo redno na sejme, na tržnice, ne vem, karkoli, dobro, se to greš tudi, ampak da vse to zapelješ, najdeš v tele knjigi zaslužek na internetu za začetnike, povezavo do te knjige, pa sem ti dal nekje okoli tega videa, lahko si greš pogledat pisni opis knjige in pa tudi nekaj mnenj, ki so jih napisali bralci, ki so si to knjigo kupili in prebrali. Naj bo za danes toliko. Razmišljajte o nastopu na internetu. Če imate probleme, da ne razumete tega, kar govorim, oziroma če ne boste slučajno razumeli česa, kar piše v tej knjigi, me kontaktirajte. Kontakte pa najdete na tem Facebooku ali pa na moji spletni strani www.fotkar.com. Imejte se skrajno, bodite v cvetju in se vidimo v naslednji priliki. Čauči!